Spoštovane dame in gospodje, rekli smo, da bo danes nekako v kombinaciji z jutri dodam, ker se še nekaj uvrstilo vmes, ker lahko pokažemo nekaj zelo pomembnega. Sledil zaključek prve faze projekta Ključ. Ključ je aktivni projekt znotraj našega festivala mitraizma, s katerim prikazujemo, kako je dejansko vse skozi nekako od nastanka človeštva oziroma evidentiranja metafizičnih aktivnosti le-tega bilo prikazovano, da se naj nagovarja vesolje, sonce, predvsem pa, da naj se forsira konstruktivnost in svoboda misli in dejanj in naj se dogaja odmik od neke ujetosti v vere religije oziroma naj se dogaja odmik od miselnosti, da na zemlji potrebuješ nekoga, da boš spoznal samega sebe. To jaz kot avtor tega poimenujem tako interno, lahko tudi eksterno, faustološki momentum, se pravi, bistvo življenja je samo spoznanje in samo realizacija, kajti vse ostalo, ki ni to, pomeni ujetost. Kljub temu se pa človek kot duhovno bitje mora zavedati, da brez zdrave oblike vere, se pravi ne religije, ampak vere, pa če tudi je to vera v samega vase, ne more dosegati nivojev zdrave etike in morale in kot takšen biti potem dejansko humano bitje, ki bi naj bil po nekem svojem, rečemo temu, smislu in nastanku. Današnja civilizacija je tista civilizacija, ki je v nasprotju z nekimi predhodnimi izdatno ekološko obremenila ta planet in četudi so v narekovajih, poudarjamo v narekovajih, predhodne civilizacije veljale za primitivne, tehnološko ne tako razvite, so imele dosti bolj pristnejši stik z naravo in okoljem in po njih, ko so propadle, da so civilizacije predhodne propadale, to vemo, je okolje več ali manj ostajalo nedotaknjeno, naša civilizacija pa skupaj z svojo potjo v propad vleče tudi okolje in zato je potencial neke, imenujemo to eksplozije, dosti večji, kot je bil v predhodnih primerih. Vemo, da za obstoj narava ne potrebuje človeka, potrebuje pa človek naravo in moramo se začeti zelo resno ukvarjati s tem, kakšna bo naša prihodnost in zavedati se moramo, da je naša sedanjost in polpreteklost takšna zato, ker je človek sam sebe postavil na piedestal, se pravi, prenehal je biti zdravorazumsko duhovno bitje in očitno si je začel nekako v sebi domišljati, tudi v kolektivnem smislu, da je naravo ustvaril on in ne obratno. Jaz sem že dejal, da je problem sodobnega človeka ta, da se pretežno opira zmeraj samo na človekove pravice, pozablja pa omeniti, da kot človek, kot živo bitje, kot duhovno živo bitje, ki v naravi lahko z uporabo svoje inteligence stvari tudi spreminja, dejansko pozablja, da ima zaradi tega v naravi dolžnost zdrave generacije in regeneracije. Sodobni človek, to lahko rečemo brez dolgovezenja, pa dejansko aktivno dela na tem, da naravo uniči, se pravi, se je, če se tako izrazimo, dejansko že povsem umaknil od neke svoje primarne vloge, ki mu je bila v ustroju tega sveta namenjena. In do tega je prišlo zato, ker si je začel domišljati in celo v neki meri verjeti, da je vse mogočen in da je on tisti, ki je svet ustvaril in ga očitno na podlagi nabitega, lažnega, zlaganega ega lahko tudi uniči. Da dam finale tega videa, zgodba Ključ pa nam torej pove, da je nekako vse skozi eksplicitno
pa v nekaterih primerih implicitno vse skozi nakazovano, da je tisto, kaj naj človek nagovarja, da bo duhovno razsvetljeno bitje sonce in vesolje, da je znotraj vere bistvena svoboda, da prideš do samospoznanja in samorealizacije in da je institucionalizacija, da se nam ne bo jezik zavozlal, tisto, kar je dejansko potem povzročilo stanje, v katerem smo danes, da so se ljudje v velikem obsegu pričeli odmikati od duhovnega udejstvovanja, zato ker je nekako začelo veljati, da so te verske institucije, kar je seveda jasno in dejstvo, kriminalne združbe, ki z Bogom oziroma z etiko in humanostjo nimajo nič skupnega. In tako so ljudje postali prepuščeni sami sebi in je neko vodilo le-teh postala pač kultura, ki je okoli nas. In v primeru naše civilizacije je to potrošniška kultura, izčrpavanja in uničevanja planeta. Nekako si povprečen človek misli in zase verjame, da je dober človek že s tem, da se drži nekih družbenih predpisov in zakonov, da je vzoren državljan, da pač ni eksplicitno in odkrito kriminalen in da na ta način dejansko izpolnjuje neke svoje tiste temeljne dolžnosti, ki bi jih kot človek naj, dejansko pa temu ni tako. Ja? Tudi če ti pač namerno ne delaš neke škode in se trudiš biti dober človek v narekovajih, to še ne pomeni, da to si, kajti tudi pasivno dobro je enako zlu. Se pravi, če gremo na en primer politike. Če so na oblasti kriminalni politiki, za katere se to itak ve, da so, in so prišli na oblast z volitvami, so v nekako podobni ali celo enaki meri so krivi za to, tudi tisti, ki so jih izvolili. Tudi tisti, ki jih niso izvolili, se razume. To, da je družba takšna, kot je zasluga človeštva, da je svet takšen, kot je zasluga človeštva in še enkrat poudarim, pa lahko kdo reče, ja, kaj te zdaj, pa ne bluzi, pa ne govori. Pasivno dobro ni zadosti. Pasivno dobro je enako zlu in pasivno dobro je zgolj dejansko samo tisti beg iz situacije. Zdaj bo jaz nisem nič narobe naredil, jaz nisem nič kriv, jaz nisem kriv si že, če se izrazim takole, takrat, ko veš, da je nekaj narobe, da je nekaj škodljivo in ne ukrepaš zoper to, nemo zreš oziroma se obrne stran in rečeš, česar ne vidim, to ne obstaja. Dobro, to je bilo sedaj nekaj takih spontanih misli. Še enkrat na zaključku tega prvega videa današnjega dne povem, projekt Ključ je povsem nazoren prikaz, da je napredna sila v verstvih ves čas opozarjala na svobodo verovanja in na to, da se dejansko kot, imenujemo to kar takole, kot Boga naj tretira in prepoznava naravo, vesolje, v tem primeru našem zemeljskem sonce, in da zdravo nagovarjanje sonca in narave čisti in dejansko v človeku sproža tisto humanost, ki bi jo naj po svojem primarnem namenu imel. Sedaj gremo še do enega sodobnega verskega objekta, ki ima konkretne ključe narisane in povemo še nekaj res modrih misli.